Ja, gospod Janša je precej strahopeten človek, očitno, to smo lahko že večkrat videli do tega trenutka. Vzglasen je na Twitterju, na družabnih omrežjih, kjer širi sovražne komentarje, provocira in nasploh nič pametnega ne pove. Ko je treba pa polagati račune pred ljudmi, takrat se pa skrije in ga nikjer ni, tako je zmanjkalo tudi danes v oddaji, ampak ne rabi skrbeti, se je poslal dva svoja podanika, enega na moji levi. Tisto, s čimer se želimo ukvarjati in o čemer je potekal pogovor, je bilo o prihodnosti, ki jo želimo zapustiti našim otrokom. Se pravi, danes smo veliko slišali o Janezu Janši, o tem, da se treba spopasti z avtoritarnostjo. Recimo pogodba o sodelovanju evropskega poslanca in Vesne v času do konca njegovega mandata. Gospod Macer, oba veva, jaz nisem bil nikoli član stranke Vesna, drži? Seveda drži. Drži. Gremo naprej. Ko smo šli na volitve, smo kandidirali kot koalicija. Torej, moje ime... Ne. Sem počasi. Na plakatih je bilo jasno zapisano Vladimir Prebilič in Vesna. Drži ali ne drži? Nismo bili koalicija. Bili ste, na plakatih napisano? Bili ste na listi Vesne. Ja. In politika zamerja ravno to, kar nas je pripeljalo do kamer nas je pripeljalo, ker so v bistvu praktično vsi nesposobni. Nezadovoljni, pardon. Nezadovoljni. Ko smo imeli volilni rezultat, je Vesna dosegla 74.000 glasov. Jaz sem jih dosegel 54.000 preferenčnih. To je 74% vseh glasov, ki jih je zbrala Vesna. Drži? Drži. Ne, nisem rekel drži. Mislim, drži, da je Donald Trump nor, ampak žal Ursula von der Leyen in Kaja Kallas nista nič boljša. A ne? Ne. Številke ne držijo. Ne, držijo številke. Ampak? Samo napovejte, kako ste prišli do tega. Kako pa? Cela kampanja je bila... Ni bilo. Ni bilo. Predsednik vlade Golob je v zadevi Bobnar kršil integriteto, je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije. Bi odstopili z premierskega položaja, če bi KPK ugotovilo kršenje zakona o integriteti? Zagotovo. Odgovor je zelo jasen, predsednik vlade. Ugotovitev protikorupcijske komisije je dokončna, kršili ste integriteto. Ker sem si integriteto predstavljal takrat popolnoma drugače, kot se danes interpretira strani KPK-ja. Ampak to vas ne izključuje odgovornosti, ne, politične, za to, če ste si vi to takrat predstavljali drugače kot zdaj. Tako je. Cela kampanja je bila voli Vesno. Kar pomeni, kdorkoli je dal Vesni glas, je dal prvemu na listu preferenčni glas. V tej domnevno pokvarjeni in pohlepni združbi v tej dvorani pod površjem vre kot še nikoli. Kot še nikoli. Do te mere, da sedanjemu stanju apatije po volitvah, brez sprememb v miselnost in takojšnjega ukrepanja, lahko sledi le zavestno pospešeno davčno in poslovno optimiranje v tujini. On je en najbolje plačanih menedžerjev v Sloveniji, katerega seveda legitimen cilj in želja je, da bi mu, če hočete, čim več ostalo v žepu. Komu pa je poslanec odgovoren? Stranki ali volivkam in volivcem? Glejte, lahko dobim odgovor? Lahko dobite. Prosim. Danes delati novo stranko s plačo evropskega poslanca druge stranke je kredibilnost malo na steroidih. Želimo se biti konstruktivni v vladi, želimo najprej seveda videti, kakšen bo rezultat volitev in se v tem odločati. Nenazadnje pa tudi opozicija ni tako slaba izbira, ker bi lahko dokazali, kaj se skozi opozicijo da narediti. Ker moje mnenje je, da jo do zdaj še nismo imeli. Zadeva je še hujša. 4 gospodje, ki ste bili na kosilu z gospodom Golobom, oprostite, on vas je rahlo opetnajstil. Sem. In dovolili so mi tudi... Samo moment bom pogledal. Imam račun nekje. Ja, res je. Dogovorili smo se, no, to pa malo zašalo, malo zares. Hvala, Matjaž. Dogovorili smo se, da to kavo, ker je bila z moje strani dana pobuda že decembra meseca, pokrijem jaz. In sem tudi tle imam račun in plačal sem si tudi kosil. Povabil vas je na točno isti dan, kot je vedel, da bo KPK izdala odločbo. Zakaj? Zato, da si je dal figov list pred svojo integriteto, ki se je sesula v prah. In zdaj Blaž Brodnjak, moj odgovor za vas je,
niste vi žrtev sistema. Žrtev sistema so vsi tisti, ki niti v 60 letih dela, če bi to delali, ne bi zaslužili ene vaše letne bruto plače. Za vaše slabe rezultate ni kriv Janez Janša, krivo je vaše nedelo. To ste povedali gospodu Golobu. Tako. Če smo malo cinični, si bomo bodisi pomagali, bodisi pa pomahali v slovo.